Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Kupovati ali ne kupovati? Naše odločitve so pomembne. Imamo moč, da vplivamo na ohranjanje ravnotežja v okolju. S temi besedami so minuli ponedeljek na Agenciji za okolje pospremili izdajo tako imenovanega vodnika po trajnostni potrošnji, ki naj bi bralce seznanil s ključnimi izzivi na 5 pomembnih življenjskih področjih, ki najbolj vplivajo na okolje. Prehrana, bivanje, mobilnost, gospodinjski aparati in izdelki. Ideja je hvalevredna in v publikaciji z dobrimi 40 stranmi najdemo zbranih res veliko namigov in napotkov za pametne vsakodnevne odločitve, ki pripomorejo k smotrni rabi virov, k skrbi za okolje in naš planet in se na koncu poznajo tudi v naši denarnici. A žal se avtorica publikacije tudi tokrat ni mogla otresti aktivizma. Tako lahko v vodniku, predvsem v njegovem prvem delu, ki je namenjen prehrani, najdemo številne trditve, ki kmetijsko pridelavo, še posebej pa živinorejo, pribijajo na križ. Tako med drugim lahko preberemo, da so, navajam, med največjimi viri izpustov toplogrednih plinov živila živalskega izvora, zlasti rdeče meso, mlečni izdelki in gojene ribe. Da vzreja govejega mesa zahteva 20-krat več zemlje in oddaja 20-krat več izpustov toplogrednih plinov na gram užitnih beljakovin kot vzgoja rastlinske beljakovine, recimo fižola. Da za pridelavo 1 kilograma govedine porabimo približno 1800 litrov vode. In da na področju kmetijske pridelave globalno porabimo kar 70% pitne vode. V trajnostnem vodniku, ki je bil torej v ponedeljek objavljen na vladnih spletnih straneh, tako nemilost padejo tudi veliki plastični rastlinjaki, ki da so krivi za degradacijo krajine in onesnaževanje. Zelo pa me je začudila tudi izjava, da se tudi v Sloveniji povečuje število kmetijskih gospodinjstev usmerjenih v monokulture. Ta trditev je vsekakor presenetljiva, zato sem se odločil, da jo v prvem delu naše današnje oddaje vzamemo pod drobnogled. In naš prvi gost je magister Ben Molk z oddelka za ekonomiko kmetijstva na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Gospod Ben, najprej lepo pozdravljeni. Tudi vam lep pozdrav in hvala za povabilo v oddajo. Najprej bi vas prosil za pogled na področje specializacije kmetij. Recimo, pred desetletjem, morda tudi pred 2 desetletjema je bilo veliko govora o tem, da bi se slovenske kmetije morale bolj specializirati, ker bi potem bile bolj konkurenčne. Dejstvo je, da mladi prevzemniki ponavadi stopijo na to pot, torej vsaj delne specializacije svojega kmetijskega gospodarstva. Čeprav se je v zadnjih letih prav zaradi vremenskih ujm tudi pokazalo, da je dobro, če kmetija dohodek pridobiva na več področjih. Kako specializacijo vidite agrarni ekonomisti? Torej, o specializaciji oziroma procesu specializacije kot procesu strukturnih sprememb se je začelo govoriti še v predprestopnem obdobju, kajti takrat je za Slovenijo veljalo, da smo imeli precejšnje območje agrarne prenaseljenosti, na katerih so se kmetije ukvarjale številnimi različnimi kmetijskimi pridelavami. In ravno zaradi prihajajočega skupnega evropskega trga in pričakovanega padca cen in seveda liberalizacije blagovnih tokov, se je pričakovalo, da bodo kmetije morale iskati poti za stroškovno učinkovitejšo pridelavo in naravno ta specializacija je tak odgovor. Zdaj, kaj razumemo pod specializacijo? Pod specializacijo razumemo, da so se na kmetijska gospodarstva, ki so imela malo vinogradništva, malo sadjarstva, poljedelstva,
usmerila bodi si eno izmed teh dejavnosti ali pa na področju živinoreje so imeli malo prašičereje, malo govedoreje, malo perutninarstva, pa so potem ohranili govedorejo in perutninarstvo, v zadnjem letu so šli pa nekateri zgolj v pitanje govedi ali pa so se priključili v sistem kooperacijske reje za katero izmed perutninarskih podjetij. Sam menim, da je vseeno več pozitivnih učinkov specializacije, kajti specializacija pomeni stroškovno obvladovanje in menedžment tako zemljišč, učinkovito rabo strojev in drugih resursov, tudi delovne sile. In te negativni vplivi, ki ste jih vi omenili, ranljivost na odprtem, je sicer prisotna, vendar ravno tisti, ki so specializirane, se lažje in hitreje prilagajajo tovrstnim negativnim dogodkom, kot tisti, ki imajo razpršeno oziroma raznoliko kmetijsko proizvodno. Bolj kot raznolika kmetijska proizvodna je na ranljivejših kmetijah, predvsem tisti, ki se ukvarjajo z rastlinsko predelavo, je to, da se bodisi kombinirajo ali z rastlinsko predelavo v zaprtih prostorih, to je eden izmed odgovorov, oziroma na manjših kmetijah, predvsem pa to na hribovitih območjih, je pa seveda zelo močno prisotna tako imenovana diverzifikacija prihodkovnih oziroma dohodkovnih virov, ki pa je v bistvu spet en samostojen proces strukturnih sprememb. Se vam zdi, da se v zadnjih 10 letih specializiranost slovenskih kmetij veča? Recimo v poročilu, ki ga je vaš inštitut pripravil leta 2022, je omenjen ta trend. To drži, trend je pričakovan. Številni so razlogi za strukturne spremembe, od generacijskih preskokov, pričakovanj nosilcev kmetijskih gospodarstv in njihovih naslednikov glede do doseganja dohodka iz kmetijstva oziroma nekmetijske dejavnosti, potem seveda problem nasledstva, pripravljenost in s tem pripravljenosti za nadaljevanje s kmetijsko pridelavo. Se pravi, mnogo je enih dejavnikov, ki so privedli, mogoče celo v raznih krizah, kot je bila tale covidna kriza in pa silni skoki cen, so dodali samo nek push up, da so se te strukturne spremembe ponovno malce hitreje zgodile, kot bi se sicer. Ampak to je nek naraven proces, ki je bil pričakovan glede na globalne trende razvoja ekonomij. Seveda, posledično tega je, da tiste kmetije, ki so opustile, s tem se je spustila zemlja za tiste, ki ostajajo v kmetijstvu. Na ta račun so se obstoječe kmetije povečale in povečale so na teh površinah skupaj s svojimi novimi površinami tudi obseg pridelave in s tem v bistvu pokrivale tisti izpad, ki je nastal zaradi gonice proizvodne preteklih kmetij. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Magister Ben Molk, vedno večjo usmerjenost v specializacijo v vodniku po trajnosti potrošnji, ki je bil minuli teden objavljen na vladnem spletišču, enačijo z monokulturno pridelavo. Kaj bi vi o tem rekli? Recimo, izpostavljena trditev se glasi, tudi v Sloveniji se povečuje število kmečkih gospodinjstev usmerjenih v monokulture. Ko sem povprašal po viru za tako trditev, so omenili prav prej omenjen letopis kmetijstva, torej stanje kmetijstva v letu 2022 in tam zapisano dejstvo o usmerjenosti v specializacijo. Kaj bi o tem rekli? Glede na to, da sem med soavtorji poročila o stanju kmetijstvu in pa tudi prispevam k izdelavi okoljskih kazalnikov, moram reči, da me izjava preseneča, vidim jo kot popolnoma izuzeto iz konteksta in ne predstavlja dejanskega stanja. Poglejmo pragmatično, samo s prehodom po Sloveniji lahko vidimo, da v Sloveniji nimamo monokultur, če tudi imamo kakšne večje poline s katero izmed kultur,
vendar še zdaleč ne moramo govoriti o monokulturah. Poleg tega imamo tukaj tudi zakonske obveznosti po obveznem kolobarjenju. Naravne danosti nam ne omogočajo zloženosti in velikih polink, da bi lahko prihajalo sploh do izvajanja monokulturnega kmetijstva. Skratka, prepričan sem, da je ta izjava malce nerodno zapisana in izkrivlja dejansko stanje. Nekako veje iz tega poglavja, ki je namenjeno prehrani, da kmetijstvo je nekako glavni krivec za vse, kar se v okolju slabega dogaja. In še en vidik se mi zdi, ki ga odpira, da samo majhne kmetije, samo zelo ekstenzivna pridelava bi lahko zadeve rešila. Poglejte, gradivo, ki ga vi omenjate, sem podrobno prebral. Nasplošno moram reči, da gradivo ni primerno za objavo na vladnem spletišču, kajti v ničemer, ampak resnično v ničemer ne izkazuje strokovno podkrepljene trditve, ki so navedene v omenjenem dokumentu. Poleg tega pa opažam v omenjenem dokumentu številne kontradiktornosti in zavajajoče se trditve, tako da bi pa mogoče vseeno odgovoril na vaše vprašanje, ne? Soočamo se, živimo v času, ko je postalo kmetijstvo zanimiva trendovska tema, vendar ne na tistih področjih, kjer so dejansko problemi. Govoriti, da je samo intenzivno kmetijstvo porablja fosilna goriva, je skrajno neresno. Tudi kaj je sploh intenzivno kmetijstvo? Kot prvo, splošna javnost si to zagotovo drugače predstavlja, kot si to predstavljamo v stroki. Za nas je intenzivno kmetijstvo lahko nekaj, kar močno presega vrednosti, ki jih lahko dosegamo mi. Zdaj, odvisno z kakšnega gledišča to pogledaš, a ne? Za nekatere je pa intenzivno kmetijstvo že to, da strojem obdela površino, medtem ko bi raje videl, da se ljudje oziroma kmetje vrnejo v čase obdelovanja pol z voli in pa okopavanja z motikami. Torej, kaj želim povedati? Tudi manj intenzivni kmetje, pa ne mislim tukaj manj intenzivni, ker imajo manj površin, bom rekel drugače, manj intenzivni in manjši kmetje uporabljajo fosilna goriva, ravno tako se odpeljajo kilometre stran po repromaterial, ravno tako se k njim pripelje tovorno vozilo za odkup pridelka. In govoriti o tem, da samo intenzivni kmetje in konkurenčnejši kmetje uporabljajo fosilna goriva, je smešno. Ja, v vodniku po trajnostni potrošnji postavijo celo mejo. Recimo takole piše, na kmetijah manjših od 10 hektarjev, ki so tradicionalno tudi trajnostne. Spet ena taka trditev, ki podkrepi to, kar ste pravkar povedali. A veste, tako je, ne? Nekdo, ki se ukvarja s pridelavo zelenjave na 10 hektarjih, bo imel na kmetiji zaposleno kar nekaj polnovredno delovnih moči, poleg lastne delovne sile, ker gre za dejavnosti, ki je delovno intenzivna. Na drugi strani imamo pa kmetijske panoge, kjer pa 10 hektarov ne pomeni z vidika ohranjanja delovnega mesta nič, oziroma je mnogo premalo. Tako da postavljati mejo 10 hektarov v neki kontekst intenzivnosti in manj intenzivnosti je nekorektno, kajti lahko imaš 10 hektarov trajnih nasadov, ne vem, pod jabolki, hruškami, bodisi vinogradi, pa je zadeva bolj intenzivno naravnana v primerjavi z
z neko 50 hektarsko kmetijo, kjer prevladuje trajno travinje v nagibu 30%. Torej, če nekako potegnem črto, magister Ben Molk, pod vse, izzivov namreč tega besedila je zelo veliko, morda se jih bom strokovnjaki lotil v prihodnosti, ker se mi zdi, da tudi slovenska javnost si zasluži ene jasne besede o določenih področjih. Danes žal nimava časa, da bi se vsemu temu posvetila. Biti pošten tudi do kmetijstva, predvsem pa upoštevati, kakšno je slovensko kmetijstvo, kakšne so naše naravne danosti in o tem učiti v različnih vodnikih, katerih publika ponavadi so otroci, najstniki, ki nekaj, kar je objavljeno na vladnih spletnih straneh, vzamejo brez rezerve kot tisto, čemur je verjeti. Na to vprašanje oziroma in na omenjen dokument bi lahko se naš največji pesnik France Prešeren zelo veliko razpisal, že tako kot je rekel, Lev čevlji sodi naj kopitar. Hvala lepa, lepo nedeljo. Tudi vam, vse dobro želim, srečno. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Vlada je v začetku decembra sprejela predlog prenovljenega energetskega zakona in ga po rednem zakonodajnem postopku poslala v Državni zbor. Kompleksen in obsežen zakon celovito odgovarja na potrebe zelenega prehoda v energetiki, so takrat trdili na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. V resnici pa med drugim predvideva izločitev plina, tekočih in trdnih goriv iz ogrevanja stavb. Na predlog zakona so se med drugim odzvali tudi v Združenju za lesno biomaso Slovenije, kjer odgovorne na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo sprašujejo, zakaj novela lesno biomaso potiska na obrobje obnovljivih virov. Slovenija se namreč po gozdnatosti uvršča na 3. mesto v Evropski uniji za Finsko in Švedsko. Ko pa primerjamo rabo biomase na prebivalca, sta na prvem mestu še vedno Finska in Švedska, sledijo pa druge, tudi zelo gozdnate dežele, kot so Estonija, Latvija in Avstrija. Slovenija je šele na 13. mestu, navajajo v Združenju za lesno biomaso Slovenije. Vladno stran tudi opozarjajo, da se kot primarni energent za ogrevanje v slovenskih gospodinjstvih najpogosteje uporabljajo drva, se jih uporablja kar 26% gospodinjstev, in na drugi strani opozarjajo na velik pomen drv za lastnike gozdov, saj polovica uporabnikov drv le-te pridobi v svojem gozdu, nadaljnjih 38% pa jih kupi neposredno pri lastnikih gozdov. Poleg lastnikov gozdov kot ponudnikov drv v Sloveniji je v proizvodnjo lesnih goriv vključenih še najmanj 213 proizvajalcev sekancev in nekaj več kot 20 proizvajalcev lesnih pelet. V združenju zato trdijo, da je glede na vsa navedena dejstva lesna biomasa pomemben vir energije, predvsem za ogrevanje na podeželju. Zato je nerazumno in neodgovorno, da lesna biomasa v noveli energetskega zakona ni višje na prioritetni lestvici. In vlado svarijo, vkolikor govorimo o zagotavljanju boljše kakovosti zraka v strnjenih naseljih, z omejevanjem rabe biomase v novogradnjah ne bomo izboljšali stanja. Zakon namreč jasno favorizira vgradnjo toplotnih črpalk in sekundarnih virov ogrevanja na trda goriva, kaminov, kar pa definitivno negativno vpliva na kvaliteto zraka. Za izboljšanje kakovosti zraka je nujna ostrejša kontrola trga s kurilnimi napravami, spodbujanje menjave zastarelih kotlov z modernimi, uplinjevalnimi in zakonska časovna omejitev rabe zastarelih kotlov, rok, do katerega je potrebno zamenjati vse zastarele kotle na trda ali tekoča goriva, predvsem pa je potrebna učinkovita kontrola oziroma nadzor na terenu. Medtem ko predlagatelji zakona medijem in predvsem Novi Sloveniji, ki je, če predlagatelj zakona ne bo spremenil, napovedala celo referendum,
očitajo zavajanje, pa je soočenje v studiu ob 17. na Radiu Slovenija postreglo zelo pomembnim dejstvom, namreč, da je zakon napisan nejasno in da je težava tudi v tem, ker je besedilo zakonskega predloga, ko je enkrat v proceduri v Državnem zboru, težko popravljati. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. A pojdimo lepo po vrsti. V studiu ob 17., ki ga je 16. januarja na Radiu Slovenija na temo sprememb, ki jih prinaša nov energetski zakon, vodila novinarka Erna Strniša, je doktorica Nike Kranjc, direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije, med drugim opozorila na nejasnost 6. odstavka 22. člena tega zakona. Ki še vedno, moram reči, bom še enkrat vprašala, ker ta 22. člen, ta 6. odstavek, piše, v strnjenih naseljih nista dovoljena projektiranje in vgradnja kurilnih naprav na trda in tekoča goriva v enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah. Jaz tukaj noter ne vidim novih stavb, pa ne, ker novogradnje so na primer zame nekaj, kar je logično. Novogradnje so v bistvu energetsko tako učinkovite, da je poraba energije tako majhna, da tam pride od vseh lesnih goriv, so smiselne samo še peleti, pa še to je res poraba energije majhna in tam se največkrat gre za toplotne črpalke in tukaj sploh ni problema. Ne? Strah, ki se je pojavil in vse to, kar se je zdaj zgodilo, se je glih zaradi tega, ker vgradnja je tudi, naprimer, meni se star kotel pokvari in vgradim novega. Ne? In gre samo za zamenjavo neke kurilne naprave. In trenutno, kakor berejo ljudje in kakor se tudi obračajo name in se pogovarjamo o tem, je da v bistvu strah, da zdaj ne bojo smeli več menjati kotlov, kar naredimo še večjo škodo, če bomo ljudi prepričali, da ohranite svoje kotle, ker novega kotla na lesno biomaso ne morete kupati. Ne? In zaenkrat, kakor jaz berem laično, se ja nisem pravnik, je ta del 22. člena zajema vsako vgradnjo kurilne naprave. Se pravi, tudi če se zdaj ogrevam na les, kurilno napravo želim zamenjati, ker je dotrajana, jaz vidim, kakor da jo ne smem več zamenjati na les, ampak mi je edina alternativa potem še električna energija in sonce, kar pa ni nujno, da je vedno uporabno. In seveda v strnjenih naseljih bi mogla država, se to dela že leta in leta, ampak še bolj promovirati in spodbuditi, tudi finančno, mogoče še več daljinske sisteme, mikrosisteme in v te investicije potegniti noter lastnike gozdov kot dobavitelja. Ne? In to vem, to poskušamo že leta in to ni tako enostavna zadeva, ne? Predvsem zato, ker so drva, ki jih lastnik gozda sam proizvede v svojem gozdu najcenejši energent in kjerkoli drug energent zelo težko temu v bistvu nekako zelo težko cenovno gledano postavimo na isti imenovalce. Tako da tukaj bi vsem prosila to razlago, ne, kaj je s to vgradnjo, kje se pojavlja tukaj novogradnje. Hinko Šolinc, direktor Direktorata za energijo z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, je odgovoril. Dve stvari sta bili. Eno so spodbude, drugo je pa ta dikcija 6. odstavka 22. člena. Res je, člen piše projektiranje in vgradnja, mi smo to pisali in brali skupaj, tako da vgradnja ne pomeni menjave obstoječega kotla brez projektiranja. Ne piše beseda nova v členu, ampak člen ima v odstavku, ker pri plinskem odstavku 5 piše nov, jasno, v biomasnem ne piše jasno, res je naša krivda, mišljeno je bilo enako in tudi iz prehodne določbe v 172. členu je ista prehodna določba, ki se nanaša na plinske in biomasne kotle. Iz tiste določbe je pa jasno, da gre samo za tam, kjer je gradbeno dovoljenje. Skratka, projektiranje in vgradnja, to pa vključuje nove stavbe in pa večje dekonstrukcije na podlagi gradbenega dovoljenja. Tako da v postopku, jaz zdaj ne morem obljubljati, kaj bomo kot ministrstvo naredili, ker je zakon že v Državnem zboru, vsekakor pa kot predstavniki vlade sodelujemo zraven, tudi amandmaji zakonodajno-pravne službe še bojo, če ne bojo drugi na te člene. Tako da kar se tiče dikcije v 6. odstavku 22. člena, bomo mi po svojih močeh poskušali prispevati, da bo jasno pisali, da gre za nove stavbe v strnjenih naseljih. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Besede z vladne strani so torej zaskrbljujoče. Upajmo, da bodo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo ter v vladi vendarle našli energijo, da sporne člene spremenijo oziroma da še enkrat premislijo o mestu lesne biomase v energetski preskrbi Slovenije. V Združenju za lesno biomaso Slovenije namreč vlada opozarjajo, da je lesna biomasa iz naših gozdov obnovljiv in okolju prijazen vir energije, brez katerega ne bomo dosegli nacionalnih ciljev na področju obnovljivih virov energije. Vso lesno biomaso, ki se uporablja v energetske namene in je pridobljena skladno z gozdno-gospodarskimi načrti, moramo upoštevati kot obnovljivi vir brez dodatnih omejujočih trajnostnih meril, še pravijo. Dodatno omejevanje proizvodnje lesne biomase iz gozdov je namreč po mnenju Združenja za lesno biomaso Slovenije nepotrebno in bo imelo negativne posledice za lastnike gozdov in vse ostale deležnike v gozdno-lesni verigi, hkrati pa bi resno zaviralo razvoj sektorja, ki je nujen za prehod v brezoglično družbo oziroma v družbo, ki temelji na trajnostni rabi naravnih virov. Naj vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, ob tem opozorim še, da bo doktorica Nike Kranc, naša gostja, v sredini svetovalnici, v kateri bomo govorili o pravilni rabi lesne biomase, da dosežemo najvišje izkoristke in najmanjše izpuste prašnih delcev. Oboje je enostavno dosegljivo z modernimi pečmi, ki so še kako primerne za ogrevanje na podeželju in tudi drugod. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Za konec pa še pomembno vestilo za prašiče rejce in rejce perutnine, ki se odločate za vstop v ukrep dobrobit živali. Z novim letom je v veljavo stopila uredba o intervenciji dobrobit živali iz strateškega načrta skupne kmetijske politike do leta 2027, ki za letošnje leto prinaša pomembne novosti. Prašičerejci ste že do 8. januarja morali v centralni register prašičev sporočiti stalež prašičev na svojih kmetijah. To je bil prvi pogoj in upam, da ste ga izpolnili. Naslednji vstopni pogoj, ki ga morate izpolniti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki boste letos prvič vlagali zahtevke za podintervencijo dobrobit živali prašiči, pa je pregled gospodarstva, ki ga bo izvajala Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Ker brez pregleda gospodarstva ne bo mogoče vlagati zahtevkov za podintervencijo dobrobit živali, pozivajo vse nosilce kmetijskih gospodarstev, da na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja po telefonu ali po elektronski pošti sporočijo, da želijo v letu 2024 vstopiti v podintervencijo dobrobit živali prašiči in da se za njihovo gospodarstvo izvede pregled. Rok za sporočanje je do vključno srede 31. januarja. Tudi vsi rejci kokoši nesnic in piščancev, ki želite v letošnjem letu vstopiti v intervencijo dobrobit živali, morate imeti do oddaje zahtevka opravljen pregled gospodarstva, ki obsega najmanj pregled in popis podatkov o hlevih na gospodarstvu in pregled izpolnjevanja pogojev za zahteve iz uredbe. Pregled gospodarstva tudi v tem primeru izvaja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in tako kot za rejce prašičev, tudi za rejce kokoši nesnic in piščančev velja, da morate na agencijo najkasneje do srede 31. januarja sporočiti željo, da se na vaši kmetiji izvede ta pregled. Podrobne informacije z vsemi naslovi in kontaktnimi številkami najdete na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in pri vašem kmetijskem svetovalcu. Najbolj važno je torej, da roka, ki se izteče v sredo, tako prašičerejci kot tudi rejci nesnic in piščancev ne zamudite. Toliko v današnji nedeljski kmetijski oddaji.
Lepo nedeljo, lepo nedeljsko popoldne in vse dobro v tednu, ki je pred nami, vam želiva. Tehnik Boštjan Smolek je poskrbel, da se nas je dobro slišalo, in Robert Božič, ki samo dajo pripravil in uredil. Vse dobro in ne pozabite na zadnji rok, torej sredo 31. januar. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.